Blejsko jezero, eden najlepših slovenskih naravnih biserov, v soboto 24. maja ni bilo le turistična atrakcija, temveč tudi prizorišče ene najstarejših in najodmevnejših ekoloških akcij v Sloveniji. Tradicionalno čistilno akcijo organizira Društvo za podvodne dejavnosti Bled v sodelovanju z občino, infrastrukturo, ribiško družino in Slovensko potapljaško zvezo. S čiščenjem jezerskih brežin so se že 5. leto akciji pridružili tudi učenci Osnovne šole Bled in Osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica. Danes so prisotni potapljači iz cele Slovenije, prav tako so prišli potapljači iz Srbije, iz Somborja, tako da smo zelo veseli, presenečeni in sploh je lepo vreme in vse tako kot mora biti. Seveda, občina Bled je izjemno ponosna, da ima v občini podvodno društvo Bled, ki skrbi za ohranjanje jezera, ki je nenazadnje ponos Bleda in pa ponos cele Slovenije. In veseli smo, da imamo tako profesionalno društvo, ki skrbi za vse te dejavnosti, pa naj bo to čistilna akcija ali pa tudi tista, v decembru potop Zvona, kjer sodelujejo potapljači. To je naš glavni dogodek. Ne bom rekel, da za to živimo, ampak se na to pripravljamo praktično skozi celo leto. Iščemo vse, ki bi se nam lahko pridružili, nam pomagali, lahko sponzorstvom, lahko tudi drugače. Skratka, to je ena izmed naših glavnih dejavnosti, skrb za čisto jezero. Blejsko jezero vsako leto v odlični, boljši kondiciji in da so se tiste poti, tiste smernice, ki smo se zadali na pravi poti. Nas pa še čaka nekaj, kar se tiče same kanalizacije, da jo uredimo in pa tudi ureditev brežine Blejskega jezera. Čistilna akcija je potekala na 26 lokacijah okoli jezera, v njej pa so sodelovali 104 potapljači. Naša ekipa je na potop pri Blejskem otoku spremljala skupino potapljačev iz Slovenije in Hrvaške. Glejte, moje ribe, bom pokazal točno, kje je drevo, pa boste nazaj, recimo, če ste okolo, boste nazaj, se tle na drevesu stavili. Blejsko jezero v svojih globinah skriva še veliko zakladov. O njih največ ve dr. Andrej Gaspari, eden vodilnih slovenskih strokovnjakov na področju podvodne arheologije. Med drugim tudi o 2 deblakih, ki so jo odkrili prav s pomočjo blejskih potapljačev. 2 deblaka, se pravi, zanimivo, eni iz Lipovine, tale pri Grajskem kopališču, oba dva sodpa približno v isti čas, torej konca 8. stoletja, 9. stoletja, to je takrat včasih rekel slovanski Bled, to je zdaj zgodnja srednjeveška pritisk tudi na jezero in eden bo zdaj kmalu končan, torej konzervacija se približuje baje koncu, tako da ta melamin bo potem, upajmo, zadoščal, da se bomo tudi našli primeren prostor, bodi si gor na razstavi na gradu, bodi si v kakšnih prostorih na pristavi, bomo videli, kako se bodo te stvari odvile. Ta drug, ki je pa pri Blejskem otoku, ta je pa večji, tega bi pa kar radi ohranili in situ, torej tam, kjer je, zato da imajo tudi nazadnje potapljači možnost to opazovati v tistem svojem primarnem okolju. In tudi dejansko naš namen arheologov ni, da poberemo vse, pa da damo v neke depoje. V resnici samo vzorc pobiramo, zato da lažje razumemo ne samo, kaj se je na jezeru dogaja, ampak tudi, kaj se ob jezeru dogaja. Tako da podatkov je veliko, tukaj sodelujemo z lokalnimi potapljači že 40-50 let, tako da tukaj je ta medsebojno zaupanje vzpostavljeno, tako da najdbe se sporočajo, tako da vse te stvari so bile odkrite, so nam sporočili lokalni potapljači, tako da sem lahko samo vesel. Deblaka pri jezeru žal skupina potapljačev ni videla, ker je bila vidljivost tokrat slaba. 9 stupnjeva, mrzlo, ali eto, bar smo tu, probali smo. Koliko je bilo? Da, 9 stupnjeva. Potop je bil super. Sam vidljivost ni bila idealna za današnji čistilni dan. Vidljivost je bila res samo 3 metre. Nekaj smo našli, ampak če bi bila večja vidljivost, bi veliko več smeti vam pobrali, ampak moram reči, da je kar lepo. Maksimalni? 8 stupnjeva je bilo. Izvadili smo metal, uglavnom jedna limenka. Imam građevnog materijala u stvari najviše. Šteta što je padala kiša, onda je loša vidljivost. Meni je Zarm bio super, ja sam mislio da će biti malo hladnije, ali nije bilo zapravo toliko hladno. Tako da sa time sam zadovoljan. Smeća ima jako malo, što je isto jedan super znak i vidjeli smo puno razne ribe, smuđeva, somova,
mislim da sam vidio amura, grgeća, tako da meni je Ur baš bio jedan lijepi gošt. V letošnji čistilni akciji so potapljači na kopno dvignili za 200 kg odpadkov. Odstranjevali so tudi invazivno tujerodno školjko potujočo trikotničarko, kar blejski potapljači tudi sicer redno izvajajo preko celega leta. Ko pride povabilo na Bled, pa se potapljači z veseljem odzovejo. Ja, na Bled prihajamo že vrsto let, mislim, da cirka 20 ali moče kakšno leto več. Pač je neko doživetje, druženje z ostalimi potapljači iz ostalih klubov, tako da se pač družimo, pa da vidimo v Bledu večje ribe kot v Jadranskem morju. Ja, danes sem pripeljal, ker je pač vremenska prognoza ni bila najboljša, sem pripeljal 15 potapljačev, v glavnem so vsi izkušeni, no imam zraven tudi 2 začetna potapljača, ki bodo tudi pod vodo z mano, imam tudi eno deklico, mislim danes že gospo zdravnico, ona koma opravlja tečaj, poroda je Italijanka, dela pa v UKC Maribor, tako da tudi naj vidi naše lepote. Naj naravne lepote ne postanejo le kulisa za razglednice, temveč tudi odgovornost vseh nas, z majhnimi dejanji do velikih sprememb, bodisi na kopnem ali pod vodo. Potapljači nam na Bledu pri tem že več kot 3 desetletja kažejo pot.